Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v podkastu Beletrina v živo, kjer se bomo danes pogovarjali o knjigi Coco Mellors, Kleopatra in Frankenstein. Moja gostja je danes Zala Kralj, ki jo najbrž poznate po njeni glasbeni karieri iz projekta Zala Gašper, pred 2 letoma pa se je podala v svet knjig. V Mariboru vodi svojo bralno skupino, svoj bralni klub, snema videe o svojih prebranih knjigah in se posveča študiju slovenščine, književnosti in prevodoslovja. Dobrodošla, Zala. Njena najljubša pisateljica je sicer Elena Ferrante, zelo rada pa imaš tudi Coco Mellors, kaj ne? Torej, knjiga, o kateri bomo danes govorili, Kleopatra in Frankenstein, je izšla v novi zbirki Beletrine Žamet na Beletrino, prevoju Maje Lichtenwallner in se odvija v hedonističnem New Yorku. Zgodba spremlja 24-letno umetnico Clio, ki se znajde v stiski, saj poteče študentska viza, denarja pa nima niti za cigarete. Njeno življenje se obrne, ko na Silvestrovo spozna Franka, uspešnega poslovneža, ki ji ponudi varnost in svobodo, ona pa mu prinaša življenje polno lepote in umetnosti. Njuna nepričakovana romanca se hitro spremeni v zakon, ki pa vleče za sabo številne zapletene odnose in dramatične dogodke. Knjiga je sicer duhovita in tudi srce parajoča pripoved, polna bizarnih likov, ki predvsem iščejo ljubezen in svoje mesto v svetu. Ta knjiga je tudi uspešnica z Amazonove in Sunday Timesove lestvice najbolj prodajanih knjig in tudi na portalu Goodreads je bila po izboru bralcev nominirana tako za najboljši roman, kot tudi za najboljši prvenec. Glede na to, Zala, da je tudi tebe knjiga zelo navdušila, mogoče za začetek poveš, kako si se ti srečala z njo in na kak način je tebe osvojila? Jaz sem se srečala z njo v bistvu že preden je izšla, v smislu, ker Goodreads ravno objavi vedno pričakovane izide. In čisto iskreno me je navdušila že sama naslovnica, ker se mi zdi, da je res tako enostavna, ampak res estetska preprosto. Hkrati pa tudi naslov Kleopatra in Frankenstein, kaj imata zdaj ta dva skupnega. Ampak sicer hitro ugotoviš, da ni tista Kleopatra in ni tisti Frankenstein. Ampak jaz sem knjigo potem kupila čim prej, da bi jo lahko prebrala, in med branjem me je pa najprej potegnil ta začetni dialog, ki se mi zdi, da je tak v smislu dialogov mogoče nekaj najboljšega, kar sem prebrala kadarkoli, ker se mi zdi, da tak, ne vem, res je, kot da bi začel gledati neko serijo in sam padeš notri in padeš v nek njun odnos in ne vem, na glas sem se smejala, ko sem brala njun dialog. Res je, bere se kot film. In najbrž bi lahko rekli, da je Kleopatra in Frankenstein pravzaprav študija likov in odnosov, ki se pletejo in zapletajo med njimi. Na kakšen način so rezonirali s tabo, oziroma če bi se lahko odločila, da enega od likov povabiš na kavo, kdo bi to bil in zakaj? Meni se zdi, da so vsi odnosi v tej knjigi tako res slabi. Mislim, ne slabi, ampak tako, ko se zaveš, da je mogoče najboljši odnos enega dekleta pa njenega sugar daddyja, je mogoče vidiš, da je malo problem. Se mi zdi, da res ni odnosa v tej knjigi, za katerega bi rekla, da je trden, ali pa da bi si ga sama mogoče želela. Nobeno prijateljstvo, noben romantični odnos, razen mogoče na koncu, ko se liki dovolj razvijajo, grejo v neko smer, ko si znam predstavljati, da bodo znali v prihodnje oblikovati neke odnose. Glede kave nisem prepričana, s kom bi šla. Če bi bila možnost kakšne večerje, bi vsekakor povabila Santiaga, da bi mogoče kaj pripravil, pa da bi bila edina oseba sploh, ki kadarkoli ne bi komentirala na njegove postave mogoče. Sicer pa se mi zdi, da bi raje opazovala njih, mogoče ko so nekje zunaj, ali pa da bi lahko bila na tisti začetni zabavi, ker sta Clio pa Frank. Mogoče, da bi jo sem lahko videla od daleč. Odlično. Če nadaljujeva z odnosi, v knjigi je osvetljenih veliko aktualnih tem, od več vrst odvisnosti, od alkohola, drog, tudi finančne odvisnosti, do depresije, istospolne usmerjenosti, seveda tudi ločitve. Lahko bi rekli, da vsak od likov bije neko svojo bitko, kaj ne? Ja, pa še tako se mi zdi, da vsi nekako vplivajo drug na drugega, da se še bolj zapletajo vsak v svojo stvar. Recimo dobro se mi zdi prikazano, kako Clio
njun odnos mogoče vidi kot neko rešitev, da bo zdaj lahko da bo lahko nehala jemati antidepresive, pa ker hitro vidimo, da pač to ne bo šlo. Pa tudi kako se v bistvu Frankova odvisnost od alkohola tudi stopnjuje z njunim odnosom. Pa tudi glede odvisnosti se mi zdi, da bolj proti koncu gremo bolje, slabše je. Tako da se mi zdi, da vsekakor se ne boji izpostaviti nekih težav, s katerimi se soočamo, ampak hkrati se mi pa tudi zdi, da je mogoče vseeno prekratka knjiga, da bi se lahko za vsako stvar spustili ful globoko. Naprimer tudi mogoče iskanje neke spolne identitete je tako malo površno opisano, kar je tudi smiselno, glede na to, da sam lik, ki gre skozi to, tudi sam sebi dejansko ne prizna, skozi kaj hodi. Res je, in tudi sama si omenila, mogoče tudi ime likov, ne, da Frank, ko pije, postane Frankenstein v resnici. Ja, ker se mi zdi, da sploh en del v knjigi je, ko Cleo na nek način izpostavi to njegovo pitje, pa se takrat res razjezi, ampak hkrati pa tudi Cleo v tistem istem prizoru v bistvu sama sebi zanika, da pa ima ona mogoče še večji problem v tem smislu. Ker zdaj, ko sem ponovno brala knjigo, se mi zdi, da sem dosti manj opazovala Frankovo odvisnost, kot sem videla njeno depresijo, naprimer. Kot sva že prej omenili, da se pravzaprav knjiga bere, kot da bi gledal serijo. Veliko bralcev Kleopatra in Frankensteina primerja s serijo Girls. Vem, da se je ta asociacija zgodila tudi pri tebi. Zakaj? Prvič New York. Tako se mi zdi, da ene knjige pa ene serije se dogajajo v določenem mestu, pa pač so tam. Ene vsebine so pa preprosto toliko povezane s krajem, da ne moreš spregledati. Tako da ta element se mi zdi zelo močen. Potem tudi to, da so v knjigi prikazani neki taki zanimivi karakteri, ko spet in v knjigi in v seriji, jaz si ne želim recimo, da bi bila s komerkoli od njih prijateljica ali pa da bi bili v mojem življenju, ne? Ampak jih je tako zanimivo opazovati, pa pač njihove odnose. Potem, naprimer, en detajl je, da je na koncu knjige ena umetniška inštalacija, ki se mi zdi, da je ful podobna eni inštalaciji v seriji, ki tudi sproži podoben čustveni odziv ene osebe. Pa v seriji Girls je v eni epizodi, ena epizoda se konča s pesmijo Daisy od Michaela Penna, taka zelo lepa inštrumentalna skladba je. In pri tisti pesmi se jaz jokam vsakič, ko jo poslušam. In sem probala tudi pri tej knjigi, ko sem jo končala, sem si predvajala tisto pesem in mi je imela isti efekt. Tako da ne vem, pač res je tako, da bi gledal serijo v bistvu. Super. Sicer bo tudi po tej knjigi posneta serija in me zanima, če bi lahko izbrala glavne igralce za to knjigo, kateri bi bili. Zdaj, ful rada gledam tudi, kaj drugi ljudje mislijo o tem, ker pač zanimivo je videti, koga se spomnijo. Za Cleo je zelo zaželena Anya Taylor-Joy, kar me je presenetilo, ker jaz nje ne vidim. Jaz se mi zdi, da bi bolj šla v kakšno smer, mogoče Camille Rowe, ker pač bi nekdo malo bolj francoski mogoče pasal. Potem tudi Suki Waterhouse, se mi zdi, da bi lahko. Potem Amy Lou Wood, mislim, da je to njeno ime, upam, da. Amy iz Sex Educationa. Se mi zdi, da mogoče ni ravno očitna izbira, ampak bi lahko mogoče vnesla nekaj posebnega v ta karakter, da bi bilo malo drugače. Ali pa tudi naprimer film The Worst Person in the World, pač ta glavna junakinja se mi zdi, da ima neko tako prezenco, ko se mi zdi, da bi jo Cleo lahko imela, pa tudi skozi tisti film gre mogoče skozi podobne stvari na nek način. Za Franka pa čisto tako egoistično bi se mogoče želela videti Adama Driverja v tej vlogi, čeprav vem, da nima nobenega smisla, ampak se mi zdi, da bi bila mogoče tudi tako fajn navezava na serijo Girls. Ali pa potem Matthew Macfadyen, mislim, da je. Upam, da sem pravega Matthewa rekla. Mislim, tistega človeka iz Prevzetnosti in pristranosti s Keiro Knightley. Se mi zdi, da ima nek tak vibe, ko bi lahko pasal. Pa ne vem, recimo, ko sem prvič brala knjigo že,
sem gledala hkrati to novo Gossip Girl in mi je recimo Zoe ful podobna Zoe v Gossip Girl, pa še podobno ime imata. Da, Kleopatri. Ja. Ja. Mislim, ne, pač tu je Zoe, v Gossip Girl pa je Zoe. Ja. Okay. Glede na to, da je bil velik del tvojega življenja podpisan z glasbo, pa bi te prosila še, da izbereš glasben soundtrack. Kaj bi pasalo k branju te knjige? Torej, najprej ta Daisy, ko sem jo omenila, vsekakor paše, ker sem sprobala. Potem se mi zdi, da bi mogoče Clio znala poslušati Patricka Watsona, mogoče Je te les aurais de moi, ne znam francosko, tako da se opravičujem vsem francoskim ljudem. To se mi zdi, da bi pasalo pa mogoče Devendra Banhart, mogoče Won't You Come Home ali pa Mi Negrita mogoče. Potem vsekakor Clio posluša Lano Del Rey. Ja, se strinjam. Ja. Pa Quentin posluša tudi Lano Del Rey, naprimer High on the Beach, High by the Beach. Ampak ne vem, zdi se mi, da mogoče še kakšna vesela pesem bi vseeno prišla v veselih trenutkih zraven, naprimer od Palace, Veins, naprimer. Zdaj že malo bluzim. Ampak se mi zdi, da ta knjiga res, ker je napisana kot serija, je dosti scen, v katerih si lahko predstavljaš neko specifično pesem. Se strinjam. Ker vem, da si zelo čustvena bralka, kako bi opisala to emocionalno potovanje, ki si ga doživela v branju te knjige. Mogoče, da izpostaviš še kakšne posebne dogodke, ki se zgodijo, ampak brez preveč kvarnikov. Ja, se zato poskušam malo razmišljati, kaj bi lahko. Se mi zdi, da če bereš to knjigo nekako skupaj s karakterji, se mi zdi, da res, vsaj meni so ful čustva odsevala njihova čustva. Na začetku, pač, ko sem omenila ta dialog, se mi zdi, da sem se res smejala, zraven ful sem uživala. Potem, ko prvič ona dva začneta toniti za vsak v svojo neko stvar, se mi zdi, da pač sem postajala žalostna, ampak potem na neki točki pa se mi zdi, da oba prideta v neko tako stanje, ko vsaj jaz sem padla v neko tako ravnodušnost mogoče, zaradi tega, ker se mi zdi, da se na vseh nivojih preveč zgodi, ne preveč, ful mi je dobra knjiga, ampak preveč v smislu, da če bi res hotela procesirati vsako njihovo težavo ali pa bolečino, da bi preprosto bilo preveč. Me je pa vsekakor en prizor z določeno živaljo zelo prizadel do točke, ko sem res pač vsakeč, ko sem brala knjigo do zdaj, sem pač jo morala zapreti, pa sem iti stran. Ker to veš, sem malo jezna, da se je odločila to narediti, ker se mi zdi, da je vsej doda pač neko mogoče najmočnejše čustvo, meni vsaj, ampak je tako mogoče res dno tega, kar lahko narediš karakterju. Ja, potem recimo Eleanor kot lik, ne, se mi zdi, da mi je, ne vem, šla na tak specifičen način na živce. Tako malo se mi zdi, da je bila umeščena v knjigo na silo, v smislu sem, da je brez kvarnikov, da se mi zdi, da je mogoče malo na klišejski način zakomplicirala ene stvari. Kar je zelo zanimivo, ker ko sem se pripravljala na ta pogovor in sem prebirala komentarje na Goodreads, so vsi tisti, ki so dali knjigi 5 zvezdic, so zapisali, da je to prav zaradi lika Eleanor. Res, zanimivo. Se na nek način razumem, ker je tista mogoče edina skoraj racionalna oseba zares, ampak mogoče, ker je tudi stil pisanja v teh delih tak fragmenti so, ne? In se mi zdi, da mogoče tudi malo zmoti ta tok branja, ampak ne nujno na slab način. Meni se zdi fajn, da je tudi nek karakter, ki ti gre na določen način na živce, čeprav v tej knjigi je dosti takih karakterjev, se mi zdi. Ampak na koncu se mi zdi, da za večino likov res sem lahko vesela, ker se mi zdi, da je tak tip likov, ko jih res lahko imaš rad posebej. Težko pa imaš rad njihove odnose, če je to smiselno. Vseeno pa se mi zdi, da je prav ta knjiga ena tistih, ki
recimo sploh mlajše bralce spet nagovarja k branju in da gre prav za nek tip knjig, ki imajo zelo lepe naslovnice oziroma so vizualno zelo privlačne in da so tudi teme, ki jih obravnavajo, so zelo sodobne, zelo take, s katerimi lahko mladi rezonirajo. Se tudi tebi zdi to, recimo? Ja, vsekakor. Pa tudi zdi se mi, da je ta knjiga berljiva tudi iz tega vidika, ker temelji vseeno na dialogih in se mi zdi, da je mogoče vseeno mlajšim bralcem, mogoče jim je tudi imajo večjo motivacijo, če vejo, da se lahko s knjigo hitro prebijajo. Je pa tudi tako, ja, da najdeš mogoče kako temo, ko mogoče sicer ni tako izpostavljena, ali pa se mi zdi, da tudi o spolnosti piše na tak način, ko je dosti bolj iskreno kot v kakšni drugi knjigi. Tako da, ja, absolutno. Mislim, čisto razumem, zakaj bi bila všeč tudi mlajšim bralcem, ko mogoče začenjajo svojo bralsko pot. In glavni lik Cleo je, kot si jo tudi sama opisala, Manic Pixie Dream Girl. To bi lahko prevedli kot, kaj pa vem, čarobno sanjska punca. Gre za nek lik, ki s svojo ezoteričnostjo zelo so umetniške in vplivajo na vse ostale like v knjigi. Takšna je tudi Cleo, recimo. Ja, ampak se mi zdi vseeno fajn, da v tej knjigi malo vseeno podre ta stereotip v smislu tega, da začne se res tako, ker je tudi mi vidimo bolj od zunaj, potem pa jo vseeno predstavi tudi malo globje, pa tudi vidiš njene težave in se mi zdi, da s tem mogoče vseeno malo uniči ta stereotip, ki meni ta tip lika navadno ni všeč, tu pa se mi zdi fajn, ker ga vseeno razgradi na nek način. Znano mi je tvoje branje oziroma tvoja bralska potovanja, da si zelo rada podčrtuješ in izpisuješ citate, ki se te v določeni knjigi dotaknejo. In mogoče še za konec, če si tudi tukaj izbrala kak citat, kateri je tvoj najljubši in zakaj? Ja, tako zelo očitna izbira se mi zdi, ampak mogoče z razlogom. Mi je citat, ki se večkrat ponovi v knjigi, pa vedno je ležeče zapisan. Ko najtemnejši del tebe sreča najtemnejši del mene, nastane svetloba. Prvič, ker se mi zdi enostavno krasen citat, drugič pa, ker se mi zdi res simbolično to, da prikaže neko njuno naivnost, ker si to prvič povesta, ko se spoznata oziroma ko se poročita, ne. In se mi zdi, da res pokaže, kako naivna sta v tem, da mislita, da bosta zdaj s svojim odnosom v bistvu rešila najgloblje tegobe. Hkrati pa se mi zdi, da ta svetloba, ki je omenjena, na nek način simbolizira to svetlobno hitrost, s katero greta skozi svoj odnos, ker vseeno brez kvarnikov hitro se vse odvije, ne. Pa tudi, ko sem se malo bolj osredotočala na ta citat, sem tudi videla, kolikokrat je v knjigi omenjena svetloba na različne načine. Na primer, čisto tako, ko skozi okno posije svetloba, recimo, katere dele telesa, na primer, osvetli ali pa kaj. Tako da se mi zdi, da ta citat res popolno opiše to knjigo. Super, najlepša hvala. Hvala tebi. Hvala Zala za pogovor in hvala vam, ker ste nas poslušali. Seveda vsi vabljeni k branju knjige Kleopatra in Frankenstein in k poslušanju naslednjih epizod Beletrine v živo. Hvala in adijo. Beletrina v živo.